Lep pozdrav. Hvala najprej organizatorjem, Narodnemu muzeju Slovenije in tudi Univerzi v Ljubljani, ki so organizira to razstavo, del katere smo delno lahko bližji tudi pri ustvarjanju vsebin, del naših raziskav v smer metalurgije, danes pridobivanja železa, železarstva v preteklosti, pa bomo podali skozi to predavanje. Hvala pa seveda tudi vam, da se udeležujete tega predavanja, ki je seveda en del metalurškega dneva. Večina vas je že bila verjetno zunaj, marsikaj se dogaja. En del tega, kar delamo mi zunaj, naša ekipa, se pravi taljenje železove rude na starodoben način, bomo poskušali tukaj predstaviti iz enega drugega vidika, iz arheoloških in arheometalurških raziskav. Zunaj pa se dogaja tisto, s čemer poskušamo poustvariti z eksperimenti to, kar so nekdaj počeli naši prednamci. Zdaj, kot vidite, Cvinger pri Dolenjskih Toplicah, pomembno arheološko najdišče, ki smo si ga že pred leti zbrali za neko točko naših raziskav. Tam smo izvajali številne raziskave, interdisciplinarne raziskave v več mednarodnih projektih in take interdisciplinarne raziskave so danes standard, ki nas lahko v poznavanju preteklosti, preteklih tehnologij, preteklih znanj, življenja v preteklosti pripeljajo precej daleč. Nekaj bomo danes omenjali stvari, seveda tu so daljinsko zaznavanje, geofizikalne metode, se pravi z metode, s katerimi lahko pogledamo v tla, ne da bi tradicionalno arheologi posegli po arheoloških izkopavanjih. Delno seveda tudi izkopavamo. Vse najdbe, ki jih izkopljamo, gredo naprej v naravoslovne, so predmet naravoslovnih analiz. Ukvarjamo se z eksperimentalno arheologijo, s čemer se učimo stvari, tehnologij, tehnik, ki so jih poznali naši prednamci, pa se je seveda ta nit znanja pretrgala, zato moramo mi ponovno osvajati nekatera znanja, ki jih pač seveda danes niso samoumevna. Na koncu tega nekako kroga, če ga sklenemo, je pa varovanje kulturne dediščine, njena promocija in delno tudi turistična raba. To je nek pristop, s katerim lahko seveda generiramo tudi nenazadnje finančna sredstva za ponovne in bolj detaljne raziskave in seveda na tak način raziskovalci poskušamo vračati javnosti na nek način to, kar mi z našimi raziskavami razumemo, spoznamo, izvemo, da ni to samo sebi namen, ampak je v neko širše dobro uporabljeno na koncu. Zakaj Cvinger pri Dolenjskih Toplicah? Gre za pomembno lokacijo, ki leži tukaj v dolini reke Krke. Tukaj je dolina reke Krke, tukaj je prehod med Dolenjsko na eni strani in Belo krajino, v neposredni bližini skoraj je en izmed najbolj pomembnih železnodobnih centrov, lahko rečemo kar v Evropi, Novo mesto. Celoten prostor, ki ga vidite tukaj okoli Dolenjskih Toplic, je poln prazgodovinskih arheoloških najdišč. Vsa še niso natančno karakterizirana, Cvinger pa na nek način je zaradi dolge zgodovine raziskav. Ta zgodovina raziskav se je začela že v 19. stoletju z prvimi raziskovalci, potem se je nadaljevala v 20. stoletje in v 80. letih 20. stoletja je kolega iz Novomeškega muzeja Borut Križ izvajal pomembna arheološka izkopavanja na tem najdišču, po katerem je potem seveda bilo vedno bolj poznano in v tem času so bili odkriti tudi ostanki, ki kažejo na metalurgijo. Počasi prihajamo tja, kamor danes pač želimo. Ampak naselbina sama po sebi je že zelo zanimiva, dve fazi poselitve te naselbine v bronasti dobi, se pravi 10. 9. stoletje pred našim štetjem in potem še ena faza v železni dobi, nekako v 6., 5., 4. stoletje pred našim štetjem. Izredno pomembne so bila izkopavanja na Gomilnem grobišču. V tem času so na Dolenjskem pokopavali cela trupla v gomile, ki so imele 10-20 metrov premera. V takšni gomili je bilo pokopanih več 10 ljudi v tem primeru, v nekaterih drugih pa tudi več 100. In med bolj zanimivimi najdbami, kot jih vidite tu, je tudi v Dolenjskih Toplicah bila odkrita
ena zelo lepa situla. Tukaj v tem muzeju hranijo situlo zvač, to je pa situla iz Dolenjskih Toplic, slabše ohranjena, ampak tudi izredno kakovosten izdelek istega časovnega obdobja, kar govori seveda o bogatstvu te skupnosti, ki si je lahko privoščila take predmete najvišjega, recimo lahko temu rečemo estetskega ranga. Po drugi strani je pa Dolenjske Toplice Cvinger pomembno tudi zaradi študije kolegice profesorice Bibe Tržan, ki je za obdobje 5. in 4. stoletja pred našim štetjem kronologijo detaljno preučila prav na podlagi grobov iz Dolenjskih Toplic. Se pravi, vidite, zelo pomembno arheološko najdišče in v 80. letih so bile odkrite na tem spodnjem delu na Branževcu tudi prve peči, se pravi talilne peči za železo. Območje je bilo prepoznano po površinskih najdah žlindre, se pravi železarskega odpada, in to je služilo kolegu Križu takrat kot indic, da je začel z izkopavanji. Na tem območju so bile prvič izvedene tudi geofizikalne raziskave takšnega območja in tako je bilo ocenjeno, da gre za približno pol hektarja veliko območje, kjer imamo več 100 peči, ostankov peči prisotnih. Se pravi, izjemno najdišče, ki tukaj v bližnji okolici mu ni para. Zdaj naše raziskave, naše tehnologije moderne so nam dali seveda na nek način nov zagon, z novimi metodami lahko posegamo tudi v taka pogozdena okolja, z laserskim snemanjem lahko odstranimo to vegetacijo in vidimo prostor okoli Cvingerja. Tole tukaj je naselbina mnogo bolj natančno, recimo tu vidite, tole je naselje, utrjena pot, ki vodi proti temu naselju, kar je spet nekaj edinstvenega, kar do zdaj nismo poznali. Tukaj je ta metalurško območje, tukaj glavni del gomilnega grobišča in tole, kar vidite tukaj, nekoliko zeleno obarvano, to so stare poti, ki vodijo proti naselju in vidite to logiko, ki se ne pokaže samo tu, ampak na mnogih najdiščih, da je človek, ki je prihajal v tako naselje, šel najprej skozi grobišče, mimo grobov, se pravi, da je videl slavo prednikov teh ljudi, ki so živeli v naselju, mimo neke industrijske cone, se pravi, je videl, odkot izvira bogatstvo te skupnosti in potem je skozi ta utrjen vhod, se pravi, kontrolirano lahko prišel v naselbino. To je nekako tako si to mi predstavljamo. Zdaj, to območje smo raziskovali ne samo z laserskim snemanjem, z mnogimi geofizikalnimi raziskavami, geokemičnimi raziskavami in tako naprej. Naloge smo se seveda lotili sistematično, ampak v te detajle jaz danes ne bom šel. Kaj kažejo geofizikalne raziskave? Kažejo neke sledove aktivnosti v preteklosti. Gre za najdišče, ki je bilo poseljeno v pozni bronasti in starejši železni dobi, kasneje ne, zato je za raziskave dejansko zelo primerno najdišče, ker mnoga najdišča so bila kasneje poseljena, na njih stojijo pogosto na teh vrhovih hribov tudi gradovi srednjeveški in potem so arheološki sledovi iz teh zgodnih prazgodovinskih obdobij pač pogosto uničeni. Mi smo raziskovali različne vidike te naselbine. Ugotovili smo, da imamo okoli naselbine neko poglobitev. To je bil prostor, kjer so ekstrahirali kamen in z tega apnenca, z tega kamna so za svojim hrbtom gradili kamnit zid, ki je obdajal celotno naselbino. Te naselbine, tako imenovana gradišča, so bila vedno ali pa zelo pogosto utrjena. Tukaj imamo nek element, ta vhod, ki sem ga že omenil, ki je edinstven. Še en boljši pogled, mogoče tukaj vidite približno 180 metrov dolg vhod, ki je imel dve prečni strukturi, smo jim včasih rekli, dokler nismo izkopali teh dveh arheoloških sond in ugotovili, da gre še za dva zidova najverjetneje. Se pravi, izjemne širine 4 metrov, s katerimi so kontrolirali dostop do naselbine. Se pravi, ljudje so čutili to potrebo po nadzoru dostopa. To je še enkrat pogled na ta zid, kakršnega smo tukaj odkrili. Izkopavali smo tudi glavno obzidje te naselbine, kot vidite tukaj, to so ostanki ruševine
tega zidu. Tukaj smo si spet pomagali z geofizikalnimi raziskavami. Zakaj so pomembne te raziskave? Zato, ker to so meritve, ki jih izvedemo brez poseganja v zemljo. Ko to izmerimo, dobimo zelo primerljive rezultate in takšnih profilov, kot jih rečemo, lahko okoli naselbine naredimo 10, 15, 20 in arheologi lahko potem izberemo tisto ključno lokacijo, ki se nam zdi najbolj zanimiva in izkopavamo samo tam, ne pa da izkopljemo 50 sond, kar je finančno popolnoma neprimerljivo v tem primeru. Zato na tak način tudi seveda varujemo dediščino in kakovostni podatki, ki jih dobimo, so mnogo bolj kakovostni. Zdaj se pa premaknemo še tja, kar nas najbolj zanima, se pravi ta metalurško območje. Tudi tukaj smo delali nove geofizikalne meritve, prepoznali, kot vidite, te rdeče pikice, oranžne pikice, to smo si predstavljali, bodi si gre za vsaka pikica je ena peč ali pa deponija odpadnega materijala. Prišli smo do izkopavanj, se pravi, to so ostanki peči, ki so napolnjeni z odpadno žlindro in na koncu seveda prepoznali eno precej kompleksno zgodbo, ki jo vidite tukaj. Na eni strani imate enostavne peči, se pravi peč, ki je lahko bila enkrat, morda tudi večkrat uporabljena, ampak samo taka enostavna, ena. Tukaj pa vidite preplet peči. Se pravi, ko je ena peč bila uporabljena, so na njeno takoj ob njo zgradili novo peč, ko tista več ni bila uporabljena. In tu smo prav prepoznali zelo prepečene elemente. Se pravi, to je glina, se pravi, to je del peči, zelo prežgana, se pravi, uničena, ni bila več uporabna in zato so takoj zraven zgradili še eno peč. Prepoznali smo tudi dve tehniki pridobivanja. Se pravi, takšno peč, ki je imela spodaj jamico, se pravi, da je vsa žlindra, ves odpad stekel pod peč, o tem boste slišali več kasneje, in takšna peč z iztokom, se pravi, pritaka peč, da si lahko žlindro med procesom spuščal ven in spraznil prostor. To je primerljivo na nek način s tem, kar je Borut Križ izkopal v 80-ih letih in zdaj, če smo malo, da stopimo korak dlje, rečemo, da si mogoče upamo interpretirati nekoliko več. Ena taka anomalija na geofizikalnih meritvah predstavlja lahko 1, 2, 3, 4, 5 peči. Se pravi, morda imamo tu opravka tudi z več kot 1000 pečmi na tem območju. Ker če mi govorimo, da je ta naselbina živela recimo plus minus 200 let in bi videl samo 200-300 peči, to ni neka količina, to je 1 do 2 peči na leto, Verjetno pa po tej količini peči, kot jih vidimo zdaj, za modernimi raziskavami, je teh peči mnogo več. In verjetno je šlo res za nek center, ki je lahko zalagal bližnjo in mogoče tudi daljno okolico. Zdaj, mi smo v tem sklopu odkrili marsikaj, o čemer boste danes še slišali več, se pravi, predvsem gre za rudo in odpad, ki nastane pri železarskih procesih. Železo seveda so tudi oni v tistem času uporabili in ga niso puščali za nas, za arheologe. Seveda, ta Dolenjske toplice so ena izmed točk, se pravi, to je eno kartiranje tega najožjega okolice. Številni ostanki govorijo, da se to ni dogajalo seveda samo tu, ampak na številnih najdiščih, ponekod v manjših količinah, ponekod pa v večjih količinah. Mi smo to najdišče tudi uporabili, da smo na njem izvajali nekatere druge raziskave. Zato, ker recimo na takem metalurškem kompleksu ne najdeš ničesar, ne najdeš keramike, ne najdeš bronastih izdelkov, ne najdeš stvari, s katerimi bi lahko te ostanke datiral. Seveda lahko oglje datiraš z radiokarbonsko datacijo, ampak ravno v tem časovnem obdobju, nekje od 8. do 4. stoletja, je ta radiokarbonska datiranje nekoliko nezanesljivo. Zato smo datirali žgane ostanke. Datirali smo dejansko tisti trenutek, ko se je zadnjič ohlajala peč. Z tem, ker se železovi minerali v tistem času usmerijo po takratnem magnetnem polu. Ne bomo šli v detajle, ampak v vsakem primeru rezultat kaže, da se je ta peč, ki smo jo datirali, ohlajala nekako v 5.
4. stoletju, kar je skladno z arheološkimi podatki, ki smo jih imeli tudi iz naselbine. Se pravi, naselbina in metalurško območje sta nedvomno sočasni. Zakaj je to pomembno? Ker vse te raziskave, ki smo jih delali v naselbini, so nas pripeljale do nekih lokacij, kjer smo prepoznali zelo močno dejavnost z ognjem. Ne? In to smo na teh območjih smo tudi površinske preglede delali, se pravi pobirali površinske najdbe in med temi najdbami smo našli tudi tole. Kaj je tole? Tole je škaja. Se pravi odpad pri kovanju. In na tak način, ko lahko časovno povežemo ta dva dela arheološkega najdišča, lahko tukaj skoraj zagotovostjo rečemo, da so kovino, železo, ki so jo pridelali spodaj na metalurškem območju, v naselbini prekovali v polizdelke ali pa v končne izdelke. Tako da to je bil nek izjemen uspeh za nas in en izjemno pomemben podatek, da smo to najdišče lahko nekako tako povezali. Tukaj pa jaz pri teh najdbah, ki jih vidite, predajam besedo naprej. Tu so specialisti, Jaka Burja je specialist za arheometalurgijo in se ukvarja z analizo teh naših ostankov in bo več povedal o tem. Izvoli, Jaka. Hvala za besedo. Se pravi, v samem postopku pravimo sicer taljenje rude. Zdaj, mogoče čisto za uvod bi rekel, da je tukaj mogoče treba biti majčkeno previden, ker samo taljenje rude pomeni pridobivanje železa v trdnem. To železo nikoli ni bilo tekoče, kot je v modernih postopkih pridobivanja železa, ampak je bilo vedno v trdnem. Kar se je natalilo, je bila le žlindra. Ampak taljenje rude je en izraz, ki se ga uporablja. Zdaj, kaj pri tej redukciji železove rude dobimo? Najprej imamo surovine. In to so železova ruda in pa morebitni žlindrotvorni dodatki ter pa oglje. In na samem najdbišču najdemo predvsem železovo rudo, oglja niti nismo dobili v analizo, take stvari. To razpade oziroma se izgubi pa tako naprej. Kar se tiče peči, je glavna sestavina glina. Prav, ker je sveže gline, voda spere in spet nimamo nobenih dokazov. Kar je pa sam produkt procesa, tukaj pa že ena druga zgodba. Zdaj, najbolj si želimo železove gobe, ki jih pravimo tudi volk, ampak do sedaj nismo imeli tukaj največje sreče. Nismo glih dobili tega, kar smo si želeli, smo pa dobili žlindro, ki je v bistvu odpadek, to so smeti, pa ostanki peči. Kaj so te ostanki peči? To je glina, ki je reagirala z žlindrom, zato se je v bistvu ta glina spekla, postala obstojna in jo vremenski pojavi niso razgradili. Zato so jo po vseh teh letih arheologi spet našli. In še en produkt so pa plini. Plini, kot vemo, CO2, gre pa pač v zrak. Ja, prosim. Čisto pa je žlindra, ste rekli, kot smeti, odpadke, to razumem, ampak čisto recimo kemično, kaj se stavlja žlindra? Evo, apala, bom pa naprej. Naprej imam razložen, ampak so pa, tako, bom povedal. Najprej, da vemo, kaj je ruda. Prav tukaj sem dobil par primerov, ker so različne železove rude, predvsem so pa vezane na to, kateri železovi minerali se pojavljajo. Sicer železov mineral, ki vsebuje najmanj kisika, in je v bistvu tudi najbližje že kovinskem železu, je vostit, FeO, potem je magnetit, ki je v bistvu mešanica FeO krat Fe2O3, je Fe3O4, ta je magneten, tudi FeO je magneten, zato ko grejo recimo arheologi po terenu s kakšnim magnetkom, lepo najdejo vse te minerale, ki so recimo v škaji, ker škaja je, ko so kovali kovinsko železo, je to oksidiralo v stiku z zračno atmosfero in tvor te visokotemperaturne okside, ki so magnetni. Potem imamo hematit, ta je rdeče barve, zato ima tudi to ime, se pravi kot kri. Potem je siderit, ki je v bistvu železov karbonat, getit,
ki ima vezano vodo, in pa limonit. To je mineral, ki je v bistvu vezan, ki se tudi nahaja v bobovcu. Ne? Če kdo pozna, to je ruda, ki so jo najbolj porabljali na Gorenjskem. In tukaj so v bistvu železovi oksidi še vezani z vodo, zato se taka ruda jo je treba pražiti in obdelati, da je šele primerna za samo redukcijo. Evo, v Cvingerju smo našli vzorce rude, ki niso bili nič obdelani. Prav, ruda je bila prisotna tako, da je imela noter vzorce, se pravi kvarc, to je SiO2, in pa hematit. Prav to nam je potrdila in kemijska analiza, prav to je to, kar je z rumeno. Prav tam okoli 70% je bilo preračunano na FeO in pa nekje 10% SiO2. Če pogledamo še samo rentgensko difrakcijo, se pravi tukaj dobimo kristalno strukturo, vidimo, da je bilo to železo v obliki hematita, prav to je bilo v Fe2O3 in pa da je še vsebovalo kvarc, SiO2. Potem smo še dobili nekje rudo, ki je bila v bistvu umazana od gline, tako da je mečkan pokvarila samo kemijsko sestavo. Vidimo pa, da so recimo neprimerno se poveča potem delež aluminija in pa silicija. Se pravi aluminijev in silicijev oksid, ki sta pa prisotna v sami glini. Naslednji korak, ki se ponavadi uporablja pri rudi, je praženje rude. Zdaj, kaj to pomeni? V bistvu naredimo eno tako gomilo z lesa, čez damo rudo, ta se segreva, ko les gori, nastaja dioksid ogljikov in pa monoksid, delno se železova ruda reducira, ven izhaja vse, kar je vezanega noter, recimo podobno kot pri pridelavi apna, iz apninca, ko izhaja CO2, se tudi recimo pri sideritu CO2 izhaja, pri limonitu izhaja kristalno vezana voda in taka ruda postaja porozna, krhka, da se jo lahko melje. Recimo tukaj primer iz sideritne rude, ko jo pražimo iz take rumenkaste, iz limonitne rude, iz take rumenkaste, rata v bistvu rdečkasta pa taka temna črna. Se pravi, na površini je še potem, ko se je to hlajalo, mečkan zareagiral, je ratal hematit, drugače pa tukaj prisoten predvsem vostit in pa magnetit. In tako rudo potem lahko tudi magnetno separiramo. Zdaj, seveda takrat nismo imeli magnetov. No, zdaj na tole en primer, tole tam je naš kolega pražil rudo in je kar takle ognjišče si naredil. In v samem najdbišču smo našli veliko te pražene rude. In kako to vidimo, v bistvu se ta ruda se obogati na mineralih, ki se ne reducirajo. Se pravi, v bistvu se relativno se poveča delež SiO2, ker pač ostane isti, aluminijevega oksida in pa seveda delno tudi železovega oksida. In ta ruda je drugačna na izgled, je že temna in pa seveda magnetna. Če uporabimo tako rudo, vidimo, da bomo že prisoten magnetit, poleg hematita, bo v bistvu sama redukcija lažja. Ko bomo to vložili v našo peč, imamo en korak že upravljen. In če si pogledamo osnove Richardsov-Ellinghamovega diagrama, vidimo, da železovi oksidi lepo reagirajo z ogljikom. Ogljik je zdaj tak medij, ki nase veže pri visokih temperaturah kisik in spreminja železove okside v kovinsko železo. To so zdaj po ene parih korakih gre sama reakcija. In zdaj končni produkti so plin CO2 in pa železo. In zadnji korak je FeO plus ogljik gre v kovinsko železo. In zdaj imamo dve možnosti. Lahko nam vse zreagira z monoksidom, lahko pa direktno tudi z ogljikom. Kaj zdaj to pomeni? Pri visokih temperaturah prednostno začne nastajati
ogljikov monoksid, ne dioksid. Ne? Mi smo navajeni, recimo doma, če ima kdo peč za kurt, da monoksid ne sme nastajati. Ne? Prvič je stropen, drugič pa, da to je nepopolno gorenje. Vendar, ne? Zdaj obstaja ena taka reakcija, ki je pravimo Bodevarjeva reakcija, ki nam pa kaže odvisnost od tega, kakšen je ravnotežen delež CO-ja, monoksida, od temperature. In kar naenkrat vidimo, da ko se približujemo visokim temperaturam, prednostno in ravnotežno nastaja monoksid. In ta monoksid potem tudi naprej reagira z železovo rudo, se pravi plin, nedirektno oglje, in jo reducira do kovinskega železa. Ne? Prav, sam proces redukcije zgleda približno tako, da v peč založimo oglje, zraven moramo vpihati zrak, zdaj včasih so tudi na mehove, in s tem pospešimo oksidacijo ogljika, se pravi tvorimo CO2 in pa CO, in še zraven ogrejemo peč. V ogreto peč pa pričnemo zalagati rudo in pa dodatno oglje, da imamo dovolj goriva za samo redukcijo. Zdaj, idealno nam v peči poteka redukcija železovih oksidov in to je pa tudi bistvo. Ne? Čim več kovinskega železa, ki pa se ne stali. Ne? Tukaj so temperature do največ 1300 stopinj Celzija, čisto železo pa ima tališče 1538 stopinj Celzija. Ne? In v bistvu smo vse pod tališčem železa. Vse, kar je to, da se mora znotraj teh oksidov, ki ratajo taki testasti, medeni, te kuglice železa počasi sprejemati. Prav tukaj imamo sliko, ne? In vidite, čez dan se iz take peči vije ven ogenj, ki ga je že zelo slabo zavideti, ne? Se težko vidi, ni tak normalen ogenj. Po noči se to še boljš vidi, že tak malo modrikast. In to je, ne, zgore izhaja CO, monoksid, ki ga prižgemo med samim postopkom in potem gori tak malo šohnejši plamen. Ne? V bistvu, en izmed produktov, ne, tega taljenja je zmeraj monoksid. Zdaj pa žlindra. Ne. Kaj je ta žlindra? Zdaj, kdor se ne ukvarja z metalurgijo, verjetno je samo slišal, ni pa vedel, kaj je to točno. Ne. Se pravi, žlindra izmeri en skupek oksidov, ki pa niso zreagirali v te reakcije. Ne. Niso bili reducirani. V moderni metalurgiji so ponavadi le posledica oksidacije, tukaj so pa posledica tega, da pa niso reducirani. Ne? Prav, v samem postopku redukcije rude pride do taljenja teh oksidov. In sicer, več ko damo teh oksidov skupaj, bolj jim znižamo tališče. Prav, to se raztapljajo se med sabo. Kot bi se recimo sladkor pa voda. Ne? Recimo sladkor ima tališče, mislim, da čez 100 stopinj Celzija, ne? Karamela je precej vroča, če pa dodamo vodo, ne? Se pa v bistvu tudi raztopi. Tako se ti oksidi med sabo raztapljajo. Ne? In ko so vse to dovolj segreje, se pravi 1200 stopinj, 1300 stopinj, začnejo teči. Ne? In tukaj vidimo, se pravi, tole je en peč, kjer so predrli v samo noter kurišče in pričela je ven teči žlindra. Se pravi, ta je bila kar zelo taka steklasta. Ne? In te žlindre zelo pogosto vsebujejo nereducirano rudo oziroma nereduciran železov oksid, FeO, ki je zadnja stopnja pred redukcijo, ter pa faelit. To je en mineral železovega oksida in pa silicijevega dioksida, in tam ima precej nizko tališče, ne, tam okoli 1250 stopinj Celzija. Seveda, ne, imamo pa potem še žlindro, ki pa ostane po enkrat, ko razdremo peč. Ne. Vidimo, zakaj so te ostanki ostali. Ko so razdrli, so bili v bistvu to smeti in so pustili. Ne. Prav, taka žlindra, zdaj delno je lahko, kaj še strejo, pa še enkrat se uporabi v procesu, ampak velikrat se je pa to puščalo. Ne. Recimo na enih področjih, kot je tam okoli železnikov, so plavž dolgo časa zalagali prav z prazgodovinsko žlindro, ker je bila toliko bogata na železo. Ne. In če pogledamo recimo žlindro iz cvingarja, ne, vse gre od tega, da ima pod 10% železovega oksida, pa do tega, da jih ima tudi 72, kar je v bistvu dobra ruda. Ne.
In to je en znak, da v bistvu sem imel verjeten kar precej rude na razpolago, da niti ni bilo treba po domač povedan šparati. Ne. Prav, ni bilo treba vsakič vsega reciklirati, vsega so imeli dovolj. In zdaj tukaj imamo srečo, da tega niso v začetku industrijske revolucije uporabljali še enkrat kot rudo za pridobivanje železa, zato so te stvari tudi ostale. Ne. In vidimo, da imamo v bistvu zelo veliko enih mineralov noter, pojavljajo se recimo kombinacije aluminija pa magnezijevega oksida, špenili, pa seveda kvarc, vostit, magnetit. Kar je pa zanimivo, je pa to, da tukaj ni prisotnega faelita, ki ga ponavadi pričakujemo, in pa to, da se v nekaterih žlindrah pojavlja tudi arzen. Prav, arzen je značilen, da se lahko pojavi v železovih rudah in ker je, se lažje reducira kot pa železo, se potem ponavadi nabira v samem volku. Ne. Recimo tudi v bobovcu so v nekaterih rudah prisotne, tudi v cingarju so v nekaterih, ne vseh, nekaterih kosih rude, našli tudi po 2% arzena. In dobimo tega famoznega volka. Ne. In kaj zdaj to? To je v bistvu en tak konglomerat železa, ogla in pa žlindra. Ne. Tukaj slika, ki so ga potegnili ven iz peči, tukaj pa prerez taka volka. Ne. In vidimo, posamezne kose ima taka kompaktnega železa, ne. Potem ima področje, kjer je ujeto oglje, in pa okoli je področje, ki je v bistvu mešanica železovih oksidov in pa reduciranega železa. Ne. Zdaj, tega volka je potrebno prekovati. In vsi ti oksidi, ki so noter ujeti, ne, je treba iztisniti ven. Kar jih ne moramo ven iztisniti, ostanejo v ključki. Zdaj, v modernem smislu, ne, je to veliko bolj podobno jeklu, ne, tudi pravi tokovno železo, kot pa recimo produkt modernega plavža. V modernem plavžu je produkt grodelj, tukaj je pa v bistvu nizkoogljično jeklo. Zdaj, nekaj smo našli, oziroma so našli arheologi, kar je izgledal kot volk, zato so tudi označali samo vzorček kot volk. Žal smo jih mogli razočarati, ker je bil prisoten samo železov oksid, ne, in zelo, zelo bogat železov oksid, se pravi FeO vostit, čisti. Zdaj, druga stvar je, ne, pa recimo mikrostruktura volkov. Zdaj, mogoče ne veste, ampak jeklo, ne, je izrazito, njegove lastnosti so izrazito odvisne od mikrostrukture. Mikrostrukturo pa narekuje kemijska sestava jekla in pa toplotna obdelava. Zdaj, v tem primeru, ne, gre predvsem za kemijsko sestavo. In če gledamo, ne, smo pri volku ponavadi pri sestavah pod eutektoidno točko, se pravi pod 0,76% oglika, in je v mikrostrukturi večinoma fiorit. Recimo taka slika, taka velika, lepa zrna. Ne. Pri modernem, ne, se pravi produktu iz rude, se pravi pri plavžu, pa je produkt grodelj. Tukaj imam recimo sliko enega starega grodla iz bohinjskih fužin. Tukaj gremo pa bolj proti 4,3% oglika. Ne, se pravi, ogromna razlika je v ogliku. Kaj pa to pomeni? Tega se ne da kovati, ker bo počel, ta z nizkim oglikom se pa izvrstno kuje. In zdaj, kako pride sploh do tega volka? Ne? V sami kovinski, v sami oksidni matrici se začnejo pojavljati take kukarjene kapljice železa. Ne? In ko mi te čase žarenja podaljšujemo, ne, ko se v bistvu žlindra tali, te kapljice, prav podobno kot na mastni površini, hoče skupaj zlesti v eno veliko kapljico. Ne. In zdaj, če si predstavljamo temperaturo, da jih lahko mečkam premikamo sem pa tja, se te ujamejo in ko se dotaknejo druge, se zraščajo. Ne. Pričnejo nastajati taki vzorci in potem gre do taka. Ne. Se pravi, da so samo še v ključki žlindre prisotni. Ne. Če gremo v bistvu
še kakšne druge slike pogledati, ne vidimo, da je tukaj bila nataljena žlindra, ne? Kar je svetlo-sivega, je FeO, kar je temnejšega, je žlindra, kar je pa čisto belega, so pa železove kapljice. Ne vidimo, da take se počasi izraščajo in tukaj je v bistvu glih ena ta fronta, kjer se začelo vse, kot ena čipka se pojav in se začne to vse izraščati v železov volk, ki pa nima skoraj nič oglika, ne? Tle pod 0,1% oglika. Če to v bistvu še dalj časa izpostavljamo ogliku, se začne ta oglik absorbirati v samega volka, ne, v železo. In tle pa rata ene take lepe mikrostrukture, ne. Vse, kar je temnejšega, je v bistvu ena faza, ki rečemo perlit, kjer se pa že oglik pojavi v obliki ene spojine, cementit, kjer sta železo in pa oglik vezana skupaj, ne. Ko železo ne more več raztopiti oglika, ga začne izločati v tej obliku, ne. In kjer pride tudi do relativno hitrega ohlajanja, potem nastajajo take lepe iglice ferita v perlitni osnovi, ne. Prav, že skoraj tako zgleda, in mogoče kdo, ki ima manj, ni strokovno deformiran, ne vidi tukaj samo ferita, mogoče še kaj lepšega videti zraven, ne, kakšna slika. Na koncu pa ostanejo vse še take vključki žlindre v samem volku, ne. In to, če gremo gledati pod elektronskim mikroskopom, vidimo, da so prisotni vse železovi oksidi, silicijevi oksidi, kdaj pa lahko tudi zaradi dodatkov kalcijevi oksidi. Ne? In tukaj je recimo ena meja zrn, kjer se pa izloča, temu mi pravimo terciarni cementit. Ne? Ko pridemo, se pravi, tukaj je bila sama sestava, je bila pod 0,02 ogljika je bilo raztopljeno v tem železu. In potem, ko se to ohlaja, se je počasi začelo to obmejo feritnih zrn izločati. Evo, opale, da sem pa jaz že zašel v manjšino. Evo, Manca, beseda je tvoja. Hvala. Moja naloga danes je, da vam predstavim predvsem ta eksperimentalni del. V okviru eksperimentalne arheologije izvajamo že kar nekaj časa. Smo izvedli številne poskuse reduciranja železove rude in praviloma si na začetku postavimo določena raziskovalna vprašanja, vendar na koncu, kljub pričakovanim številnim odgovorim, nam praviloma ostane še več vprašanj. Zdaj, sama eksperimentalna arheologija nam predvsem pomaga pri razumevanju nekdanjih postopkov. Mene osebno pa navdušuje tudi vse to znanje, ki so jih takrat ljudje obvladali, predvsem že tudi samega dejstva, da večkrat tudi v literaturi zasledimo omembo primitivnih peči za pridobivanje železove rude. Danes imate v bistvu tudi izjemno priložnost, da poleg našega predavanja lahko si ogledate zunaj na vrtu tudi sam postopek skozi in posamezne korake. Praviloma več dni izvajamo te poskuse, danes pa bomo to izvedli vse v enem dnevu. Zdaj, sam pristop pri raziskovanju te problematike je, da v bistvu gremo po principu tako imenovane operacijske sekvence. To pomeni, da raziskujemo posamezne korake, ki so potrebni, da pridemo od same surovine do končnega izdelka. Vendar lahko zadeve še nadaljno, bolj natančno raziskujemo v smislu, da tudi pri samem vsak posamezen korak skušamo še natančneje razumeti. Predvsem recimo tukaj mislim na samo pripravo gline ali pa pridobivanje oglja. Zdaj, ključne pri pridobivanju železa so 3 osnovne surovine, to so ruda železova, sama glina in pa oglje. Vse 3 zadeve je najprej potrebno nabrati, potem primerno pripraviti in šele na koncu so primerne za samo uporabo. V Sloveniji imamo kar srečo, da v bistvu večine rude najdemo že kar na površini, sicer pa so jo pridobivali tudi z manjšimi rudnimi jamami, ki so znane na Pokljuki recimo
več primerov, predvsem na Dolenjskem pa najdemo kar po sami površini. Zdaj, tukaj imamo 2 primere limonitne rude na vaši levi in pa Bobovca z Gorenjske. Z našimi študenti oddelka za arheologijo pa smo v bistvu nabrali rudo v okolici Cvingerja pri Dolenjskih Toplicah, saj je naš namen, da v bistvu uporabljamo surovine, ki so pač lastne, ki so del našega prostora in s tem lažje razumemo vse te različne reakcije, ki se nam odvijajo. Zdaj, kot je že Jaka prej razložil, je potrebno samo rudo prvo nabrati, potem se jo opere in spraži, pražimo jo na nižjem ognju, kot recimo kasneje, ko reduciramo, govorimo nekje o 600 stopinjah, in potem samo rudo zdrobimo na manjše kose, saj s tem omogočamo lažjo redukcijo. Naslednja surovina, ki je nujno potrebna, da izvedemo celoten postopek, je oglje. Oglje lahko pridobivamo na način, kot ga vsi dobro poznamo, v oglarskih kopah, kjer gre za večdneven postopek, lahko pa tudi v priročnih manjših jamah, kot jo vidite na tej strani, kjer pa je predvsem potrebno biti pozoren na to, da nam sam les ne izgori. Zaradi tega naredimo take luknje, kjer nam uhaja dim, ne smemo pa dopustiti, da presežemo višjo temperaturo, tukaj govorimo nekje o 300 stopinjah. Zdaj, sam čas, koliko časa potrebujemo, je odvisen tako od same vlažnosti lesa, kot pa tudi od vrste lesa. Kasneje rudo zdrobimo in potem je pripravljena za uporabo, saj bomo kasneje kombinirali plast rude in pa plast oglja, ko bomo nalagali v peč. Ključna surovina je tudi sama glina. Zdaj, glino prvo, kot smo že omenili, naberemo, vendar je ključna tudi sama njena priprava. V okviru priprave je potrebno samo glino očistiti naravno prisotnih primesi, potem pa jim sami z namenom izboljšanja njenih lastnosti, kot je že samo zaradi stabilizacije, pa tudi da prenese samo visoko temperaturo, ker kot ste slišali, tukaj govorimo o 1200 stopinjah več, in premešamo primesi, kot sta slama in pa kremenčev pesek, in potem sledi gnetenje ter šele na to samo oblikovanje. Znano je, da je glina, ki se stara, bistveno boljša tudi za samo oblikovanje in kasneje za samo stabilizacijo. Zdaj, večinoma te peči, ki smo jih mi gradili, predstavljajo tako imenovane jaškaste peči. Gre za primere, ki smo jih našli tudi na različnih arheoloških najdiščih po Sloveniji. Zdaj, kar je za nas važno, je predvsem ta del, da večinoma arheologi najdemo spodnji del peči, vrhnji del pač propade, sam postopek pa prav zaradi, lažje razumemo, prav zaradi teh poskusov, ki jih izvajamo v okviru eksperimentalne arheologije. Zdaj, peč nekako je postavljena, sledi zdaj njena uporaba, vendar pred samo redukcijo jo je potrebno pripraviti do te faze, da je uporabna, to pomeni, da jo moramo posušiti. Zdaj, to sušenje lahko traja več dni, lahko je krajše, vendar v primeru, da traja manj časa, seveda pride do samih razpok. Zato smo tudi to našo peč, ki je zunaj na vrtu, utrdili z dodatnim lesom v primeru razpok, ki bojo pač zagotovo nastale. Zdaj začnemo jo sušiti znotraj in pa kasneje tudi od zunaj. Postopoma, da ne pride prehitro do previsoke temperature, saj to pomeni večje razpoke. No, in potem končno pridemo do samega našega postopka, kjer gre za nalaganje plasti oglja in predpripravljene, pražene in pa seveda tudi zmlete železove rude. Praviloma si pomagamo z upihovanjem, nekoč so uporabljali mehove, kakršne imate tukaj prikazane, danes smo mi malo bolj na komod, bomo rekli, ker nam manjkata še 2 člana v ekipi, tako da smo se poslužili bolj modernega pristopa. In po določenem času je
peč pripravljena za odpiranje. Lahko jo pač odpremo na tak način, da jo v celoti razdremo. Obstajajo tudi načini, da jo lahko večkrat uporabimo, vendar mora biti zato tudi sama struktura toliko dobro, sama peč dobro zgrajena. In končno pridemo do tako želenega volka, ki je za nekatere končni rezultat. Tukaj imamo en dober primer, ki še žari, za druge pa se šele začne. In to so kovači, ki so tudi naši sicer zvesti spremljevalci, ki kujejo volka v nek polizdelek, ingot in šele kasneje dobimo te končne izdelke. Tako da sama pot od rude do končnega izdelka je zelo dolga. Kot sem že omenila, se soočamo s številnimi vprašanji, izzivi, kajti različna ruda, različna glina drugače reagira. Skozi naše poskuse skušamo te zadeve razumeti, izboljševati in tako se nadejamo tudi danes, nekje okoli 18. ure, da bomo uspešni in da nam bo uspelo dobiti tako želenega volka. Zdaj, te raziskave niso samo ključne za razumevanje celotnega postopka, ampak tudi za recimo same najdbe, saj tukaj, ko dobimo, mi kot smo že omenili, večinoma dobimo ta odpadni del na najdiščih, ampak potem ob samem celotnem postopku najdemo tudi druge stvari, ki jih potem lažje povezujemo, razumemo to, kar najdemo v okviru naših arheoloških raziskav in na koncu seveda tudi interpretiramo. Tukaj smo se združili trije raziskovalci, ki smo se spoznali v okviru Fužinarskih dni, ki se odvijajo v Stari Fužini že vrsto let, tako da skupaj si postavljamo vprašanja, nove izzive in upamo, da bomo lahko nadaljevali še naprej. Tako da danes pa vas lepo vseh vabim, da se nas pridružite ob 18. uri in bomo videli, a smo bili uspešni ali ne. Samo predno čisto končamo, je mogoče primerno, da to dediščino, ki ste jo pač spoznali zdaj, to so neka znanja, ki jih mi kopičimo in jih želimo pa seveda na nek način, kot sem že prej omenil, podajati tudi naprej. In ravno danes smo v Narodnem muzeju, tudi Narodni muzej Slovenije je član železnodobne poti Podonavja, Iron Age Danube Route, ki je bilo ustanovljeno pred kratkim in je v tem času, v tem trenutku že prijavljeno v Svetu Evrope za dediščinsko pot. Povabljeni smo bili strani Sveta Evrope zaradi projekta Iron Age Danube, ki smo ga pred leti izvajali v takrat 4 državah, Avstriji, na Madžarskem, na Hrvaškem in v Sloveniji. Zdaj se je skozi nov projekt stvar razširila, vse od Nemčije do Romunije, Bolgarije, Slovaške, Češke in ta dediščina je, recimo temu, na eni strani železarstva, ki jo spoznavate skozi to razstavo, marsikaj drugega še na tej razstavi lahko spoznate, tako je pa tudi z železnodobno dediščino. Železnodobna dediščina ponuja marsikaj, tudi v Sloveniji imamo številne arheološke poti, ki jih lahko obiščete in ena izmed njih je ravno arheološka pot Cvinger, ki je bila ena izmed prvih arheoloških poti v Sloveniji sploh, ki je nastala pred 30 leti in je bila v sklopu projekta Iron Age Danube obnovljena. Obnavljali smo jo ne samo do konca projekta, ampak vse do pred 14 dnevi in 5. septembra ste vsi, ki ste tukaj, vabljeni na prvi voden arheološki ogled te prenovljene arheološke poti na Cvinger pri Dolenjskih Toplicah. Se pravi, danes boste videli, na kak način mi ponazarjamo to, kar so nekdaj počeli. Čez 14 dni se nam pa lahko pridružite, pa pogledate še, kako izgledajo ta arheološka najdišča v živo. Hvala za vašo pozornost.